Pozdravček! Danes vam predstavljamo največji motocikel na trgu v kategoriji A1. Gre za španski Leonard Pilder. Mogoče ste že slišali za to znamko, mogoče ne. V Sloveniji jo ekskluzivno zastopamo v Rotoxu. Gre pa za motocikel dolžine 2,40 m. Poganja ga dvovaljni 125-kubični motor, ki razvije 12 konjev, je tekočinsko hlajen, dodatno mu hladi še električni ventilator, da mu pomaga, če se ustavimo ali pa če vozimo v klance. Kaj je še takega posebnega pri tem motorju? Zadnja guma, zadnja širina 190 mm. Mislim, po mojem vedenju, da noben motocikel v kategoriji A1 na trgu nima tako široke pnevmatike, kot jo ima ta Pilder. Zadnje vpetje, enostrajska nihajka, zavorni sistem je disk zadaj, dvakrat disk spredaj. Tip motocikla je bobber, to je neka zvrst, bomo rekli, kot je chopper zvrst, tukaj gre za bobber. Primeren je večinoma za samostojno uporabo, lahko sicer peljemo tudi sopotnico sopotnika, vendar je sedež bolj pomožen. Drugače pa je klasična lega na motorju je bobber stil, se pravi, da smo naprej nagnjeni. Motor ima poseben zvok, ker gre za dvovaljni agregat. Bomo malo kasneje tudi prižgali, da se bo slišal to posebnost. Tukaj lahko vidimo poseben izpušni sistem, dvojni. Motor je Euro 5 standarda, imamo katalizator, lambda sondo, dvojni vbrizg goriva. Delno je hlajen tudi zračno, tako da je še dodatno odvaja toploto. Je zelo enostaven za vzdrževanje, v karterju imamo 2 litra olja, tako da sam strošek servisa dosega nekje 70 evrov. Če pogledamo zavorni sistem, spredaj, dvakrat plavajoči diski. Celoten sistem je centralni zavorni sistem, to pomeni CBS, Central Braking System. Motocikel ima 6 predstav, 6-stopenjski menjalnik, vsaka posamezna prestava je prikazana na digitalnem zaslonu, tako da tudi če smo na začetku, začetniki nam lepo med vožnjo prikazujejo, kateri prestavi imamo. Je eden izmed redkih predstavnikov bobberjev na trgu, tako da zdaj vam bom malo pokazal, kako se sedi na tem motorju. Na motor se zmeraj usedamo iz leve strani, nikoli iz desne, ker je nevarnost, da ga prevrnemo. Evo, sama lega sedenje na motorju je rahlo naprej nagnjeno, telo, se pravi rahlo slonimo na sprednjem krmilu. Sprednje krmilo je nastavljivo z kotom, zastavimo si ogledala. Kot med sedenjem je približno 90 stopinj. Imamo fiksne stopalke, tudi za sopotnika. Sam rezervoar je količinsko 13-litrski, poraba motocikla je 2,8 litra na 100 km, če vozimo sami, drugače pa dobrih 3 litre, če vozimo še sopotnika. Zdaj bomo pa še malo prižgali, da slišite to bobnenje. Evo, prvi zagon motocikla. Samo upravljanje motorja je izredno enostavno, lahkotno. Veliko sprednje kolo, 21-inčno, pomaga, da imamo zelo veliko smerno stabilnost. Na nekakšnem makedamu ali slabi podlagi nas bo zelo težko spodneslo, saj sprednje kolo velikih dimenzij zelo dobro drži smer. Tako da vožnja, upravljanje je kljub temu, da je motocikel tehta 188 kg, izredno enostavno in bo tudi enostavno upravilo za vse lažje motoriste, tudi bomo rekli 60 kg ali 55 kg, vsak ga bo enostavno upravljal. Zavorna sistema sta povezana, kot smo že prej povedali, sprednji zavorni sistem in zadnji zavorni sistem sta povezana. Če pritisnemo na zadnjo zavoro, vedno zavira tudi s sprednjimi zavorami. Če pritisnemo s sprednjo zavorno ročico,
se zavorna sila porazdeli tudi na zadnje kolo, tako da je za varnost poskrbljeno s CBS-om oziroma centralnim zavornim sistemom. Centralni zavorni sistem je nek nadomestek ABS-a, ki ga večina proizvajalcev uporablja v vstopni kategoriji motociklizma. Gre za mehanski ABS in uspešno nadomešča elektronski ABS, ki dodatno odžira električno moč. Tako da v tej kategoriji je dobrodošlo, da v bistvu motor sploh nima ABS-a. Vsi Leonard motocikli so na voljo, si jih lahko pogledate v Rotoxu na Vrhniki, kjer lahko tudi testirate motocikl, če imate seveda izpit. Drugače pa pripravljamo eno posebno presenečenje. Leonard je pripravil novi model, ki ga je lansiral na trg konec leta 2023 in naslednji review bo vseboval prav to. Novi model Leonarda. Spremljajte nas. Čau, čau.